Lepo pozdravljeni. Spet je tu odmev tedna, vročina je, dogodki so vroči. Z nami je komentator Aljuš Pertinač. Naj povem, da je Aljuš Pertinač tudi stalni komentator revije Domovina, kjer lahko vse to, o čemer se pogovarjamo, tule na podcastu tudi potem počasi doma preberemo. In vljudno vabim vas vse, da vzamete v roke tudi to revijo in jo mogoče tudi naročite. Zdaj pa k dogodkom. Aljuš Pertinač, lep pozdrav. Dober dan in hvala za povabilo. Zdaj, glavni dogodek, začnimo s financami. Kakorkoli obrnemo, glavni dogodek, vse jih je bilo več, ampak tale je kar pomemben, to je seveda tale dolgotrajna oskrba. Namreč 1. julija smo začeli vsi plačevati za dolgotrajno oskrbo. 1% upokojenci, študenti, 2% v osnovi zaposleni od bruto, 1% da zaposleni in 1% firma. Ampak glejte, tisto, kar vsi opozarjajo, je, da izvajalcev ni. Ni tudi računalniškega sistema, da bi lahko sploh dali odločbe, kdo je sploh upravičen. Vsi, ki plačujemo in bomo plačevali, prav gotovo ne bomo upravičeni, tudi starejši vsi ne bodo upravičeni. Torej, ali je to, povejte mi, največji fiasko Golobove vlade? Zdaj, pri teh ocenah je verjetno treba biti previden, ker še ni konec mandata. Tako da, ja. Za največji fiasko si ne bi upal ga razglasiti. No. Je pa res, da je to neka stvar, ki prvič zadeva vse ljudi. In se mi zdi, da nekako vse te značilnosti, lastnosti, te vladavine, ki jo trenutno imamo, tega, čemur jaz pravim festival svobode, ta pač golobja jata na oblasti, kako to izgleda. Dejansko gre tu za neko novo davščino, kjer pač se denar pobira od vseh, tako kot ste rekli. Moj osebni status je, jaz sem samostojni podjetnik, tako da jaz sem ta kategorija 1,5%, mislim, da. Enostavno plačujemo za nekaj, česar ni, česar ne vemo, kdaj bo, kako bo. Sicer nas zdaj prepričujejo, da neki ubogi starejši ljudje, ki zdaj plačujejo takšno ceno v teh domovih, bojo zdaj plačevali nižjo ceno, treba počakati pa to videti. Ampak tako kot vsaka druga stvar bi se tudi to dalo financirati iz proračuna. Ja, pa sploh ni ljudi, ki bodo to delali. Absolutno pa imate prav, se pravi, mi sploh še ne vemo, kako bo to izgledalo, kako bo to potekalo, zakaj se bojo ta sredstva porabljala, a bo res to namenjeno tistim, ki pač zdaj nimajo prostora ali pa ne morejo iti v domove, v oskrbo in tako naprej. Tako da v bistvu nam oblast s tem še enkrat več sporoča, da je njim popolnoma vseeno. Očitno so zdaj za nazaj ugotovili, da mogoče pa je problem, da je v prvih pol leta 800 milijonov primanjkljaja, kar je 750 milijonov več v proračunu kot v enakem obdobju lani. In zdaj nekako je treba ta proračun napolniti in seveda treba izbrati sredstva za predvolilne bombončke. Ravno ko sem se peljal k vam v studio, sem dobil informacijo, da ponovno se tudi javni zavod RTV Slovenija dodatno financira spet prek urada za manjšine. Se pravi, ne prek Ministrstva za kulturo, ki je pač ustanovitelj, zastopnik ustanovitelja in tako naprej, kar bi bilo še nekako logično, ampak prek urada za manjšino. Jaz ne vem, če je že bila katera vlada v Sloveniji, če sem lahko malo ciničen, ki je tako jih skrbelo za prisotnost manjšin na javni radio televiziji, da je kar naprej treba iz proračuna urada za manjšine to financirati. Ja, no in seveda lahko bi rekli, da je minister Maljevac, Simon Maljevac, ki ga vidimo na tejle sliki, je pravzaprav prvi antijunak tega tedna. Zdaj, potem, ko se je paradiral, bom rekla, na prepovedani gejevski paradi v Budimpešti in je prišel domov, je zelo težko razložil, zakaj res plačujemo nekaj, za kar še ne vemo, kaj bomo sploh dobili. Je pa seveda povedal, in to zdaj on ve, da ve, zakaj so ministri, dosedanji ministri, ta predlog tega zakona o dolgotrajni oskrbi zadrževali v predalih. Poglejmo, kaj je povedal. Delo smo zagotovo opravili, kot ste rekli, govorimo o zelo velikem področju, dejansko govorimo o največji spremembi na področju socialnega varstva od 70 let naprej, o vzpostavitvi čisto povsem novega stebra socialne države, ki prinaša marsikaj, torej poleg zdravstvene reforme,
zdravstvenega področja, pokojninskega področja, govorimo še o tretjem stebru socialne varnosti za vse tiste, ki pomoč potrebujejo, je zagotovo velik zalogaj. Akterjev je zelo veliko, z vsemi aktivno sodelujemo in zakon o dolgotrajni oskrbi in dolgotrajna oskrba že ta trenutek živi dejansko. No, in seveda zdaj on se tu hvali z nekim novim socialnim stebrom in novo socialno državo, ampak to je v bistvu socializem. Ja, minister pravi, da sistem živi. Ne? Zdaj lahko rečeva, živijo tudi morske deklice, sam še nihče jih ni srečal. Ne? Se pravi, nemogoče je tako v kratkem času razložiti, kako neustrezno se pač ta oblast ali pa konkretno ta minister na nekem res zelo pomembnem področju tega loteva. Ker jasno je, na koncu pač se vsa kopija lomijo na področju financ, s čimer ste vi tudi začeli. Ne? In država zdaj tu nam sporoča, da prioritete niso čisto jasne. Ne? Po eni strani smo se pridružili temu, da bomo dajali 5% bruto družbenega proizvoda za obrambo, sicer zdaj predsednik vlade pravi, da to ni pravno zavezujoče in podobne nebuloze. Po drugi strani zdaj tu, kot bi zbirali zamaške, zdaj zbiramo pač od vsakega človeka denar za nekaj, kar se ne ve, kdo bo koristil, kako se bo to izvajali in kaj bo končni učinek. Minister pravi, da je to nov steber, da je to revolucija, da v 70 let se tega še nismo šli. Sam čakam, da bojo recimo objavili, zdaj ker ravno poletje pa čas kislih kumaric, ne vem, da bo javni promet po Ljubljani pa sam še po Ljubljanci potekal, ker tega se ziher tudi vse v časov, ne vem, koliščarjev se ni noben spomnil, pa mogoče bi to bila tudi neka taka revolucija. Bi pa sam, če mi dovolite, še stavek ali dva v tej udeležbi ministra na tej pač manifestaciji, ki je bila v prestolnici sosednje države, nedovoljen shod v resnici. Mislim, pustimo zdaj ob strani vsebino tega dogodka, pa osebna stališča ali pa politična, če hočete, ministra, ni to zdaj pomembno v tej zgodbi. Noben minister, nobene slovenske vlade si ne bi smel privoščiti, da se česa takega v tuji državi, prijateljski sosednji pač udeleži. In to se mi zdi, da je še en pokazatelj več, da ta aktualna oblast res v bistvu ne razume niti sebe, niti duha, časa, družbe, niti svojega položaja. Imate prav, bova to tudi komentirala. Zdaj, samo če dovolite, bi pokazala, kako je novinar na komercialni televiziji dobro razložil na Pop TV-ju, koliko bo kdo plačal za to dolgotrajno oskrbo, potem pa greva takoj na to, kar ste rekli, na to udeležbo na gejevski paradi. Z veseljem. Po 1% bruto plače bomo vsak mesec prispevali zaposleni, enako tudi naši delodajalci. Upokojenci bodo prispevali 1% neto pokojnine, samozaposleni in kmetje, pa po 2% od njihovega bruto prihodka. Za povprečno bruto plačo, ki za zadnje 3 mesece znaša slaba 2,5 tisočaka, bo zaposleni tako v povprečju plačal 24 evrov, enako delodajalec, skupaj torej slabih 50 evrov mesečno, upokojenec povprečno pokojnino bo v skupno blagajno prispeval približno 10 evrov na mesec, samozaposleni in popoldanski espejevci pa v povprečju med 7 in 8 evrov na mesec. Država naj bi na ta način do konca letošnjega leta zbrala okrog 256 milijonov evrov, v prihodnjih letih pa skupaj s proračunskimi sredstvi okoli 840 do 890 milijonov evrov na leto. Torej, mi tukaj govorimo o milijardi, pa se to so zneski, poglejte, to so nori zneski. Ampak poglejte zdaj ta recimo to razdelitev teh finančnih prihodkov. Se pravi, vidimo, država bo prispevala iz proračuna 190 milijonov evrov. Se pravi, nekako slabo tretjino, skoraj že četrtino, ker se to skozi leta viša teh sredstev. 3/4 pa mi, navadni državljani. V tem ni nobene logike. V tem ni nobene logike. In tudi ti povprečni zneski so sicer pač nek orientir so, ampak znotraj tega seveda so razlike, ker se pač to veže na dohodek in dohodki so različni. So pač različni. In v bistvu ta povprečja so lahko tudi vprašljiva, ker vprašanje, kakva bo tu gibanja znotraj in tako naprej. Oni so znižali pokojnine. Dejansko, pač sej, tako sem prej rekel, to je v bistvu neka nova oblika davka. Sej lahko to govorimo o nekih prispevkih, ne vem kva, pač obvezno je, fiksen znesek pač je, oziroma odstotek
pač je od fiksnega zneska in to ti moraš plačevati. Ne? A želiš ali ne, pri čemer ni jasno niti avtorjem tega predloga, kako se bo ta denar porabljal. Ja. Ne, ker najhujši so tu odstotki, ne, ker lejte, zdaj je Levica, oziroma niti ne Levica, ta poulični Jaša Jenull, ne vem sploh, kaj on je. Ja, pač ulični performer. Ja. Ulični performer, ja, je zdaj predlagal skupaj z Mojco Šetinc Pašek, to je pa treba reči pa doktorjem Kebrom, da bi tudi ljudje plačevali v odstotku, taki več zasluži, bi več plačeval za zdravstvo. Ne. Potem še malo bomo za kruh, kila kruha bo za nekoga z višjo plačo. To je pa res čisti komunizem, da se praktično vsa zasebna iniciativa in vsa razlika, vsi imamo enake želodce, pri čemer ta, ki kadi in nezdravo živi in ima ekstremne športe, ne plača več za zdravstveno zavarovanje. Ja, to je ta problem. Ne. Tu pač vlada nekako, jaz mislim, da je glavni motiv je pač kako zagotoviti čim več prihodkov za proračun. Saj, če bi to šlo za neko dvig blagostanja pa kvalitete življenja za celotno populacijo, ali pa vsaj večino sem jaz tako za, ampak vidimo, da ne gre za to. Ne? Mi že zdaj preučujemo zelo veliko za slovensko zdravstvo, damo tam suma sumarom 5 milijard letno, če vse skupaj upoštevamo, kaj za to dobimo, gospa Petrovčič? Ja. Ne? To, da so nekateri naročeni na neke nujne posege leta 2035. Ne? Se pravi, to je problem. Ne? Jaz bi verjel v to, meni ni težava, če jaz pač boljše zaslužim od povprečja, da pač tudi malo več prispevam. Če bi dejansko bilo tako, da tisti, ki nima od tega, kaj ima, ampak vidimo vsakodnevno, da temu ni tako. Ja. To je problem. In seveda ta solidarnost, ki v Sloveniji je prisotna, in mi smo družba ustvarjena tudi na nek način na solidarnosti. To se v končni fazi zmeraj pokaže tudi, ko so kakšne hude preizkušnje. Zdaj te nazadnje te katastrofalne poplave in tako naprej, ko se zbirajo sredstva recimo za kakšnega otroka, za kakšno posebej drago operacijo. Ampak to bomo še vedno zbirali. Vsakoletne recimo dobrodelne akcije, ne, ki jih pač ta največja komercialna aerolska postaja tudi dela, pa tudi se vidi, da Slovenci smo solidarni. Ne? Če smo seveda prepričani, da denar gre za tisti namen, za katerega smo ga namenili in da se sami odločimo. Jaz mislim, da je to pomembno. Ne? Ja. Solidarnost, ki je prisilna, ni solidarnost. Ne? Tu gre potem spet dejansko za neke nove davke, za neke nove finančne obremenitve strani države. Država, ki sama zase pa ne zna povedati, zakaj ta denar porablja, oziroma vidimo, zakaj ga porablja. Ne? Recimo zadnji tak primer, reprezentanca mestne občine Ljubljana. Ne? Se pravi, Ljubljana kot glavno mesto za reprezentanco porabi bistveno več kot vse ostale občine skupaj v Sloveniji. 8-krat več kot državni zbor. Ja. Do tega tudi še pridem. Ampak recimo, če smo zdaj nekako pošteni do prejšnjega sistema, v katerem tudi lahko veliko komentiramo, ampak samo prispevki, ki so bili časovno omejeni, vedelo se je, zakaj bo denar in ne nazadnje so ljudje sami odločali na referendumu, bomo šli, ne bomo šli, nekateri samo prispevki so tudi udarniško padli. delo, recimo. Ja. Jaz se spominjam, ko sem iz Celja, mi smo še imeli samo prispevek za celjsko bolnišnico, kakršnakoli že je, danes je tam. Ja. Zdaj, tu pa gradimo tretji steber, ki ga zaenkrat vidi samo minister Maljevac. Ja, pa zdravstvena zavarovalnica, ki bo spet pobrala ta sredstva, ki se je že zdaj precej okrepila v času te vlade brez nadzora. Tam pa vemo, kdo odloča. Ne? Se prav so odločajo dobavitelji opreme in zdravil. Ne? Tako. Mi smo v bistvu brez besed, tako rekoč, in potem se čudimo, zakaj so stvari pri nas draže. Ko ste prej omenili kruh, ne? To prispodobo sem že jaz tudi daj uporabil, če bi tudi kruh potem plačeval glede na dohodek. Ampak, kaj veste, gospod Petrovčič, še zdaj pa ne razumem, zakaj je kruh recimo v Avstriji cenejši kot v Sloveniji. Ne? Pa še marsikaj, tudi voda. Glede na to, da pač koliko je standard višji in kupna moč in vse skupaj, ne, jasno so tudi potem stroški dela višji, vsega skupaj, se pravi tudi proizvodna cena tega kruha višja, ampak še zmerom je končni proizvod kruh, ne, se pravi neka izdelek široke potrošnje, cenejši kot v Sloveniji. Ker je Avstrija socialna država, mi pa nismo. Tega nam nihče ne zna razložiti. Ne? Ali pa da se vračamo, kot ste prej rekli, v stare dobre čase, ne, ko hodijo Slovenci v Trst nakupovati. So tam dolge vrste špecerijo. Včasih smo hodili po stvari, ki jih ni bilo v ranki Jugoslaviji. Ne? Zdaj hodimo pa po stvari, ki jih imamo vse v Sloveniji na voljo, ampak po bistveno višjih cenah, kot pa recimo v sosednji Italiji. Slovenske produkte, slovenske celo proizvode. Cenejše. Ja.
Dobro, tole je kar velik razmislek. Jaz mislim, da bo tole kar črni madež. Tule bodo ljudje v nekem trenutku imeli tele vlade res dovolj. Vsak bo začutil pri svoji plači in pokojnini in študentskem delu, da to je pa zdaj presega vse meje. Vi ste večji optimist glede tega kot jaz. No. Ja, pri jaz denarju. Se strinjam, da ljudje bojo začutili, ampak da bi se to pač prelilo v neko nezadovoljstvo na volitvah ali pa v volilne rezultate, pa se bojim, da bo treba počakati. No, ker že marsikera prej poteza, ko ste me na začetku vprašali, če je to največji fiasko. Za marsikatero stvar sem jaz tudi mislil že do zdaj, da bo največji fiasko, pa da bo imela kakšne posledice. Pa moram reči, da zaenkrat jih še ni imela. No. Dobro, bomo videli, ampak greva zdaj na tole Budimpešto in ta gejovski shod. Ne? Torej, tako bom rekla, jaz sem bila presenečena, slovensko zunanje ministrstvo je državljane posvarilo, da madžarski organi udeležbo na paradi štejejo za nezakonito. Zunanje ministrstvo, zdaj pa Ministrstvo za solidarno prihodnost pa pošlje tja svojega ministra. Pa smo mi nori, pa levica ne ve, kaj dela desnica, ali kaj, mislim. Pa se to sami prostodušno priznajo, gospod Petrovčič. Vse so povedali, da so izglasovali 5% delež BDP-ja za obrambo, tako da niso prebrali gradiva, pa niso vedeli, da je to na dnevnem redu. Saj verjetno tudi minister Maljevac pač očitno ne bere teh obvestil MZZ. Ampak on je minister, ne more iti če pa država, to sosedna država. Misli, da lahko. Veste, problem je, da imamo na najvišjih položajih političnih v državi ljudi, ki pač delajo stvari po lastnem interesu, pa po lastnem občutku. Ne? On se ne vpraša, koliko Slovencem ustreza to, da se on udeležuje takih dogodkov. Že če so prijavljeni, pa so v Sloveniji, recimo. Ne? Ker če sem jaz minister za solidarno prihodnost, pa sem minister vseh Slovencev. Ne sem tiste neke ozke skupine, ki me je mogoče postavila na položaj, pa kamor jaz pripadam. Ne? V primeru ministra Maljevica je pač objektivno je ta zadrega v štartu. Ne? Se pravi, on pripada neki družbeni skupini, ki je precej marginalna. Ne? In ki je zelo po drugi strani agresivna in že skoraj da ne rečem militantna v tem, da bi rada svoje poglede na svet, svoje neke običaje, prakse naredila ne samo za splošno sprejemljive, kar jaz mislim, da v Sloveniji še vedno niso, pa vprašanje, če kdaj bojo, ampak celo prevladujoče, dominantne, popularne in tako naprej. In s tem motivom je šel minister Maljevac na ta dogodek v Budimpešto, ob tem je prezrl to, da seveda, tako sem rekel, da gre za sosednjo pač prijateljsko državo in da se to enostavno tega ne dela. Ne? Ker recimo lahko bi imeli stavko neko na Madžarskem ali pa v Avstriji, bi recimo stavkali jeklarji, pa bi minister za delo Luka Mesec se udeležil, pa bi podprl delavce avstrijske. Ne, pa lahko bi se mu kaj zgodilo. Pri nas bi lahko recimo imeli stavko, pa bi prišel. Predstavljajte se to, recimo bomo imeli nek sindikalni shod, pa bo prišel madžarski minister za delo, pa bo rekel, podpiramo slovenske delavce, ki stavkajo za višje plače. Ne? Res. To je, ampak, a veste, kdo je to obsodil? A se je oglasil predsednik vlade, je rekel, da to ni v redu. A se je oglasila zunanja ministrica? A je kdo pač poklical ministra na odgovornost? Ne? Popularizirali so to celo, ne? Sploh določeni mediji, ne? Kakšen frajer, da je tja šel. Kakor slišim in berem, ne? Pač madžarske oblasti pametno niso pač odreagirali silo, so pa posnele udeležence in zdaj izdajajo. Predstavljajte si, da zdaj pride globa, no, da skrajšam zgodbo. Ja, bo prišla globa. Pride globa iz Madžarske, z našega ministra, plačali bomo pa spet mi iz lastnih sredstev. Ne? Tako, ko plačamo te kazni, v bistvu te ljubezenske razmerja predsednice državnega zbora, ne, z ostarelimi kitaristi, to se vse zdaj plačuje iz proračuna. Ne. No, ampak še huje, ne, zdaj takrat Ministrstvo za zunanje zadeve je reklo, da je povečano varnostno tveganje zaradi napovedanih demonstracij. Recimo, Maljevac bi lahko bil celo tam ranjen, udeležen v nečem. A mislite, da je šel z varnostniki, da je šel službenim avtom? To bi bilo zelo zanimivo vedeti, kako je Sigurno, šel. Po moje, ni šel kot fizična oseba, ne? Pa tudi če je šel, pač ti si minister 24 ur na dan. Ne? Ja. Jaz nisem imel te sreče ali pa nesreče, da bi bil minister, sem pa bil državni sekretar, no, ampak ti si imenovan s sklepom, ne? Pač ministri prisežejo še v državnem zboru, ampak načeloma si imenovan s sklepom, kar pomeni, da si 24 ur, ti nimaš določenega 8-urnega delovnika in tako kot neki klasični zaposleni. Ne? Ti si 24 ur pač v službi države, saj mora bi biti. Ne? Vidimo, da te ljudje niso. Ne? Ampak recimo zdaj si predstavljate, dan, dva nas ločita, ne, od koncerta Thompsona. Ne. V Zagrebu pevca največjega koncerta menda na svetu, pričakuje se 500 000 ljudi, saj to vstopnic je bilo prodanih. Predstavljate si, da je zdaj recimo neka druga vlada na oblasti in nek minister te vlade gre tja
na ta koncert. Ne? Pa je dogodek prijavljen, ni prepovedan in ne vem, kakšen halo bi se recimo v Sloveniji zgodil. Ne? Tu pa minister gre na prepovedan dogodek v sosednjo državo, noben slovenski interes ni bil ogrožen ali pa zastopan na tej paradi v Budimpešti. Ne? Nič, kar bi Slovenija recimo kar bi Slovenijo zadeval. Ne? In on mirno gre. Ja. No in še več kot to, Lege Bitra je, oziroma ta skupina LGBT in plus in ne vem, kako se pač še vse imenujejo, je tudi zagnala kampanjo, namreč propagando proti očetom na nek način. Ne? Materino znamenje je tista lepikica, očetovo pa očitno pač neka buška, buška, ki jo je otrok dobil od očeta, ampak tudi mama te lahko pretepe, ne? Ja, ne, jaz sem to že komentiral na družbenih omrežjih, pač nasilje ne pozna spola, ne, in tudi sorodstvenih razmerij, ne, in tu, kar pač ta reklamna akcija implicira, je dosti plastično, ne, seveda, da pač očetje smo pretepači lastnih otrok, a ne, in da materine znamenja so pač nekaj, kar je lušno, ne, to, kar pa očete otrokom puščamo, pa ni, ne. To je neka stigmatizacija pač vloge očeta, spet v končni fazi moškega spola, ne, in je del te neke vseobsegajoče svetovne, ne samo slovenske kampanje, demonizacije pač moškega spola oziroma vloge očeta v družini. Ne, ker ta reklamna akcija, ta plakat v bistvu sporoča, da je otrokom bolje brez očeta. Ne. Ja. In tako kot ste vi rekli, kdo pa se za to zavzema, ne, za družine brez očetov, pa tudi vemo. Ja. Tako da v bistvu je to res neverjetno, ne? Kar se dogaja in spet vidimo praktično nobene reakcije na to. Ne, nič. Obratno si pa skoraj ne predstavljamo, ne? Ker kamot bi kdo dal tudi plakat, pa bi napisal recimo, ne vem, original materino znamenje, pa pač ampak v bistvu gre za to, da bi preprečili zbiranje podpisov za referendum. Referendum pa bo gospod Primc zbira podpise, torej proti zakonu, ki omogoča oploditev z biomedicinsko pomočjo za samske ženske, za ženske v teh istospolnih skupnostih, torej za to gre v bistvu, ne? In zlorabljajo zdaj otroke. Torej jaz sem bila tukaj, sem se prav zamislila, a te ljudje, ki so pač na tej marginalnih robovih družbe, a so oni res iz teh družin, da so jih doma tepli ali kaj? Mislim, meni na kraj pameti mi ne bi prišla takale podoba. Ne, kako sploh pridejo na to, da to razširjajo? Jaz osebno sem recimo iz enostarševske družine, pa kaj hočem povedati, ne, pač nekaj je ideal in država mora stremeti k idealu, ne, in seveda idealna situacija je, da ima pač otrok dva starša, ne, različnega spola. To je pač, bi rekel, najboljša možna situacija, ne. Seveda tudi v takih družinah prihaja lahko do družinskega nasilja in tako naprej, to razumemo, ne. Ampak mi pa zdaj v bistvu kot standard postavljamo, tako sem prej rekel, se pravi neke izjeme, neke marginalnih družbenih skupin, ne, ki jih je pač zelo nizek odstotek v družbi in pravimo, to je tisto, kar si vsi želimo, tak bi moral biti, ne. In to je skregano z vsako logiko, a veste, ker sicer banalna primerjava, ampak v Sloveniji imamo kozolce, praktično nikjer drugje na svetu jih ni, ne. Pa ne bomo šli zdaj ukinjati kozolcev, zato ker jih noben nima, ne. Tam imamo pa obratno logiko, ne, se pravi, nihče nima tega, ampak dajmo mi to zdaj vse prisiliti, da bojo na ta način živeli, da bomo imeli tak tip družine, ker potem je pa fajn, ker otroka nihče ne bo pretepal, ne. Vidimo pa praktično dnevno lahko tudi v svetovnem tisku, v kaj se to izrodi, ne. Ko recimo v Veliki Britaniji dva odrasla moška pač posvojita dojenčka, ne, ga sodomirata tam, spolno zlorabita in na koncu celo usmrtita. Ne. In takih primerov je zdaj čedalje več. Ne. In mi zdaj si pri tem zatiskamo oči, pravimo, da gre tu, če kdo na to opozori na dejstvo, ker to se je dejansko zgodilo, da gre tu za neko homofobijo in tako naprej. Ne. Se pravi, se kitimo z nekimi mavričnimi zastavami, pa sploh ne gre za to, gospa Petrovčič. Jaz mislim, da toleranca v slovenski družbi, če pustimo recimo ob strani polpreteklo zgodovino, na vseh drugih področjih je relativno visoka. No. Jaz nimam slabega občutka glede tega. Ampak tu grejo pa stvari absolutno čez mejo in to je kontraproduktivno za pripadnike teh nekih spolnih in drugih družbenih manjšin, ker jih delajo za široko družbeno nesprejemljive, za tarčo
in kot potencialen vir pač tudi nasilja. No, apropo te mavrične zastave, v Nemčiji so zdaj rekli, da parlament pač ni nek cirkus, je bilo rečeno, ne, in da te zastave ne bo, mogoče k nam tudi pride en delček te zdrave kmečke ali pa nemške pameti. Ne. Ja, vprašanje, ker mi se raje zgledujemo po pač kubutalci, ne. Imamo tretji steber, ne vemo, če bo špičasto, bo vile, če bo prščato, bo lopato, vprašanje, kaj bo nastalo. Tudi tu mislim, da ni za pričakovati hitrih premikov. Se spopadamo s pametjo, pa vedno zmagajo butalci. Razne neke zastave obešamo držav, ki so, držav, ki jih ni. Ne? In tako, to pač bi morali, ampak jaz to pripisujem tudi temu, da imamo kratek čas samostojno državo, ne? In še nismo se določenih stvari naučili. No, zdaj recimo Matej Tašner Vatovec, ne, je prvi podpisani pač k tej pobudi, da bodo prepovedali referendum o tej temi, za katero gospod Primc zbira podpise. Mislite, da bodo uspeli? Kdo bo tu uspel? Bo uspel referendum, bo uspela Levica? To je težko reči. Zaenkrat izkušnje kažejo, da vsa zakonodaja na tem področju je zaenkrat na referendumih, ki so bili pač izvedeni oziroma dovoljeni, je padla. In moje osebno mnenje je tu, kakor jaz poznam slovensko družbo, pa tudi slovensko politiko, kjer sem bil pač 20 let aktiven. Tudi stranke, ki recimo javno zagovarjajo to stališče, recimo konkretno moja bivša stranka Socialni demokrati, znotraj stranke bi jaz rekel, pri članstvu je razmerje vsaj 60-40 proti. Se pravi, jaz upam si trditi, da 60% članov Socialnih demokratov ne podpira tega predloga. In zdaj se vprašamo, zakaj recimo neka vlada sili ljudi s stvarmi, za katere pri lastnem volilnem telesu osnovnem nima večinske podpore. Ne? To je res fascinantno. In zdaj hoče preprečiti, ker če že bi morala vprašati ljudi in potem bi na podlagi odločitev ljudstva lahko upravičila tudi med tistim delom svojega volilnega telesa, ki se za to zavzema, da pač ni večinske podpore. Zdaj pa namesto, da bi prišli do tega, da ugotovijo, kakšno je stanje duha v družbi, oni želijo preprečiti referendum. Ne referenduma. Ja, ampak sej, če smo imeli že zdaj pač referendum, na katerega je vlada pozivala k neudeležbi in tako naprej, ne, tu kaže na to, da ta oblast v bistvu najprej bi referendume prepovedala, verjetno v naslednjem mandatu bomo pa že tudi v volitvah razmišljali, če se sploh potrebne, ne? Ker mogoče bi kar z anketami kakšne medijane Janje Božič-Marovt ali pa z nevšečki na Instagramu lahko ugotovili, da je Robert Golob tako priljubljen, da sploh nima smisla zapravljati denar za volitve, ne? Pa imamo kar avtomatsko se mu mandat podaljšuje, dokler bo pač hotel to upravljati. Ne? To so sicer mogoče za koga ekstremi, ampak a veste, mi gremo v to smer. Ne? In stvari, ki so danes za nas očitno kar sprejemljive, ker nobena inštitucija ne odreagira, noben javni revolt se ne sproži, pa jaz povem, da pred 5 leti ali pa še manj bi bile nesprejemljive. Danes pa so že. No, ampak zdaj že omenjamo Goloba, on je ta drugi antijunak tega tedna, ne? On je zdaj tole slovensko blefiranje pravzaprav izvozil v Bruselj in pa v NATO in Den Haag in tako naprej. Zdaj, o čemu smo pravzaprav priča, ne? On je zdaj na NATO govoril 5% ja, pri nas govori, ne, to pa ne. Ne? Zdaj, kaj se zdaj dogaja? Bo zdaj razkrinkana ta njegova metoda, ali kako je? Ne, jaz mislim, da metoda je bila že večkrat razkrinkana, ne? Mogoče je zdaj res to neka taka strateška zgodba, ki zahteva res, to bi pa res morala biti neka poglobljena razprava pred tem in neko širše družbeno soglasje, ne? Kot pa neka hipna odločitev, taka ali pa drugačna predsednika vlade. Ne? Zdaj se sploh ne spuščamo to, kaj se meni osebno zdi, je to pametno ali ni pametno, ampak govorim spet o posledicah. Ne? Najbolj pač otročje je to, da ti priješ pol nazaj, pa rečeš, ne smo se sam hecali, pa se to ni zavezujoče, pa nismo rekli to, kar smo rekli, ne? Ali pa nismo vedeli, da se to sprejema. Ne? Celo zunanja ministrica Tanja Fajon ni vedela, da njen resor to predlaga, da njen resor predstavlja to gradivo, ne bere niti lastnih gradiv. Han je pač verjetno že napagal, kje ima tisto svojo prikolico, ne, mentalno poletje in sploh ni vedel, da se to kaj dogaja. Za NATO je mogoče že slišal, za kakšne obrambne proračune še verjetno ni, ne, ker to pač ni njegov resor.
spet malo pretiravam, ne, ampak nismo daleč od tega, gospod Petrovčič. Ne vem, kaj se je razkrinkalo, ampak vidi se, da ne vejo pač, kaj delati z državo in da se pač odločajo tako, kot mislijo, da njim najbolj paše. Ampak recimo, ne, zdaj imamo tegale Goloba, ne, in zdaj ali on laže tem zaveznikom, ali laže domači javnosti, ali te ministri, recimo ta minister, ki gre na prepovedane proteste v sosednjo državo, pa ministri, ki ne berejo, ali pa ups, nismo pogledali, pa, a mislite, da bi oni morali odstopiti? No? Ja, predsednik vlade vidimo, ne, on laže vsem po vrsti, najbolj pa sam sebi, ne. Sam sebi laže, kako je vse super, kako je Slovenija druga Švica, še boljša kot Švica, kako vsi uživamo tu, kako se nam kvaliteta življenja dviguje, kako vsi ploskamo v tej njegovi oblasti, ne. Ja, odstop je zmerom individualna odločitev tistega, ki mora odstopiti, ne. In potem je jasno, da do odstopa ne bo prišlo. In tudi ga jaz ne pričakujem. Jaz mislim, da bojo vlekli ta mandat do volitev in da bojo storili vse, da ga potem še ponovijo, ne. In se bojim, da ljudje večinsko to dojemajo na ta način, da, ko ste prej rekli, ne, a je to res, ali so to laži, skoraj potrebujejo na nek način te laži, ker tisti, ki je, vsaj tako si predstavljam, ki je pred slabimi 4 leti glasoval za Gibanje Svoboda na volitvah, ne, oziroma pred 3 leti, pa malo več, pa pol zdaj bo, po moje si ni predstavil niti v najhujši nočni mori, da se bo dogajalo to, kar se dogaja. In zdaj rab nek izhod, ne, se pravi neko psihološko rešitev tukaj rabi, ker ljudje sami sebi težko priznamo, da smo na ta način soodgovorni, ne, ker smo tisti, ki so pač dali glasove za to, kar imamo, in je lažje pol sprejeti, da je vse super, ampak da je tam nek Janša, ki pa bi to vse pokvaril in da najbolj pomembno je, da ni Janša. No, ampak glejte, kako je Golob odgovoril na vprašanje, kaj je pravzaprav podpisal v Hagu. 32-terica se je strinjala s tem, da je deklaracija v celotnem tekstu nekaj, o čemer obstaja skupno razumevanje. Kaj to pomeni? V tej deklaraciji so vgrajene varovalke in te varovalke so bile tiste, o čemer smo se pogajali zadnjih nekaj tednov. Ne samo Slovenija, z nami so se pogajali Angleži, Kanačani, Italijani, Belgijci in Luksemburžani. Ko smo dosegli, da so te varovalke tako močne, da dejansko je naša resolucija 2 in 3% zadošča, in o tem sem tudi govoril na vrhu, takrat smo šele pristali na to, da ne bomo nasprotovali resoluciji kot taki. Spravi, nismo se zavezali brezpogojno k 5%, strinjali smo se, oziroma nismo nasprotovali tekstu resolucije, ki je taka, da dejansko ustreza tudi našim izhodiščem. Mislim, razumi, če moraš, a ne? Zdaj dejansko on je tam rekel, to, kar vi želite v deklaraciji, to imamo mi v resoluciji, s tem, da procenti so pa veliko nižji. Politično sporočilo tega vrha je jasno in tudi politične zaveze, ki so hkrati tudi pravne zaveze, ne, ker to ne moreš ločevati na ravni državi, so jasne. Ne. Se ta SMS sporočila pač šefa NATO, ne, Ruteja, ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, so bila zelo eksplicitna. Očka. Ne rabimo nobenih drugih pojasnil. Ja. Tako da je jasno, ne, in tudi vsi drugi so pač to razumeli. Se pravi, Evropa bo dala 5% bruto družbenega proizvoda za obrambo. Ne. Ja. Zdaj, vse ostalo so pa pravljice za male otroke oziroma neke interpretacije za notranje politične potrebe. Ne. Ampak ne vem, če ste opazili, gospa Petrovčič, zdaj, ko sva gledala ta posnetek tega intervjuja, ne, jaz ne vem, ali je to zahteva predsednika vlade, njegovega kabineta, ali je to že prilagajanje medijev, ne? Ampak že zunanji videz, ne? Se pravi, imidž stil novinarke, ne? Spominja na imidž stil premierjeve partnerke. Ne? Ja. Tako da verjetno nismo daleč, ko ga bo kar ona že tudi intervjujala in se bosta ona dva med sabo pogovarjala, v bistvu, kaj je kdo obljubil, če se ni. Ne? Tudi jaz sem to opazila, ampak dobro, to je bilo Televizija Slovenija, novinarka nova, mogoče kakšen nov kader, kar je tudi zanimivo za intervju za predsednika. Mogoče pa se sama po sebi tudi zgleduje po premierjevi partnerki. Ne? Ja. Ne bi bilo nenavadno, ker tudi na promociji nje vlada zelo veliko dela, čeprav ona nima nobene uradnega statusa, niti funkcije. Ne? Ona je pač samo spremljevalka.
uradno. No, ampak gledajte, koalicija ne, je vendarle enotna. Ne. Zdaj, dobro, tule gospa Stavrečko. Ja, na fotografijah še zmeraj najmanj enotni izgledajo. Ne? Ja, zgledajo, če bi po govorici Kot da telesa... so jih na silo zgnali skupaj, ne? Tole nekaj ne Pištolo štima. prisil, da morajo Ja, tam stati. ampak vendarle, nje ni bilo, ne. V bistvu bo zelo vsak med njimi težko obdržal obraz pred svojimi volivci. Ja, se to je tisto, kar je najhujše. Ne? Se Ja. pravi, da ti dnevno poteptaš svoje načela, sam sebi skačeš v usta. Ne? Še prihajali so na ta sestanek z nekimi vehementnimi napovedi, da ni šans, da jih predsednik vlade prepriča. Ne? Ja, Potem so pa na nek način jih je na nek način prepričal, Na nek ker na nek način, ja. način mi nismo. Zdaj To je se pa človek hanovsko. res vpraša, kaj je ta način. Ne? Ja, način Mogoče je pač boljše, da, plača ministra. bolje, da midva ne veva, ja, kaj vse Ja. vključuje ta način. Ne? Ampak ta nek način, a veste, nam nič ne pomaga. Mi se ne moramo opredeljevati glede na stvari, ki jih ne vemo in ki so neki bile povedane neformalno, pa na štiri oči. Pa to. Mi se moramo ravnati po tem, kar so pač uradne dogodki, uradne sprejete odločitve. A ne? In to imamo mi s tem lahko operiramo. Ne? Tudi zdravnik, ki vas operira, vas mora pač na živem telesu, ne more vas operirati v sanjah ali pa kar se je njemu zdelo. Ali pa Na za nek način, ja, v na bistvu nek pa ne. način, ki jih ni. Ja, ne. ja. Potem, ko je pacient že preminil, pa nobena operacija ni več uspešna. Ne. ampak zunanje politično gledano, on je naredil v bistvu Sloveniji škodo. Zato, ker je Slovenija izpadla nekredibilna partnerica. Ja, A je če bi tako? to kdo opazil. Zdaj imamo srečo oziroma nesrečo, da smo tako mehni in nepomembni, da nihče tega ne opazi. Mogoče bo tu podobna zgodba, kot je bila recimo glede naših stališč do Izraela, ne, ker vidimo, da izraelska država zelo odreagira na podobne stvari, tudi ko pridejo tudi z strani kakih čist, bi rekel, neformalnih, ne političnih akterjev, recimo zadnji koncerti, ki so se zgodili v Veliki Britaniji, ne, in so bili tam neki pozivi proti izraelski vojski, medtem ko tu praktično niso odreagirali. Tudi imenovali so novega veleposlanika, ne, tako da zgleda, da saj njim je nepomembno, mogoče tu pri tem, ne, ker v skupni malhi je slovenskih 5% BDP-ja ni tako velik znesek, da bi to Za nas obrežal. večji Za nas je pa seveda ogromen in problem, ki ga jaz tu vidim, je, da 5% BDP-ja za karkoli dati ob tej oblasti, ne, je zelo slab obet, ker ta denar bo prikazan, da je za to šel, bo pa vprašanje, zakaj ne. No, in tudi teh 5% je do leta 2035, takrat Ja, pa definitivno kaskadno se. Goloba ne bo več. Ne. Ja, upajmo. Mislite na položaju. Ne, zdaj. Ja, tako. To se pravi, neka druga vlada bo tako. Ja, da ne bi kdo rekel, da mu želiva smrt fizična. Ne. Ampak upajmo, da ne. Ja. Ja. Dobro, gremo še na druge politične stranke. Tudi tu je bilo pestro. Zdaj, policija je kazensko ovadila kar 4 politike iz Nove Slovenije. To so Matej Tonin, Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat. Namreč oni naj bi zlorabili položaj v zvezi s KNOVS-om, to se pravi to komisijo za nadzor na varnostno-obveščevalnih služb, ker so domnevno preverjali, komu so prisluškovali oziroma če so nekomu od njihovih prijateljev, znancev, sodelavcev. Kaj si lahko mislimo zdaj o tej ovadbi? Ja, lahko si mislimo marsikaj. Prvo, kar si lahko mislimo, je, da slovenska država tudi toliko let po osamosvojitvi še ne funkcionira kot normalna evropska država. Ne? Ker v vsaki drugi državi bi kazenska ovadba proti 4 poslancem pač opozicije sprožila pravi politični vihar, ne? Če že ne politično krizo, ne? Ki bi resno zamajala tudi vlado. Zdaj, če pogledamo zelo plastično, policija ovaja ljudi, ki so v parlamentu pristojni za to, da nadzirajo to isto policijo. Ja. Ne? Že to je pač paradoks sam po sebi. Drugo pa, jaz ne vem, kaj točno bi naj poslanci zlorabili, ampak če so oni komisija KNOVS, ki ima pravico vpogledati v to, kaj se zgodi, kaj se dogaja na področju tajnega sledenja, ne? Mene nič ne moti, če pogledajo tudi, če se njihovim poslanskim kolegom prisluškuje. Vprašanje je, kaj s tem podatkom naredijo. Ne? Zdaj, podatek o tem ni prišel v javnost, nobenih dokazov ni, da so pač povedali tem svojim poslanskim kolegom to in so se oni začeli drugače obnašati. Policija nikoli ni rekla, da je bila kakšna preiskava tukaj, je zdaj ogrožena ali da se je ustavila in ne vem kaj. Ne? Se pravi, dejansko so ovadili 4 poslance, zato ker jih lahko.
ker so pač poslanci opozicije. Ne. Medtem ko pa ob očitno objestni vožnji in kršenju več cestno-prometnih predpisov in tudi zakonskih določil, ne, šoferja, banalno župana glavnega mesta Ljubljana, ne, je pa naša slovenska policija nemočna. Ne. Ob nenehnih primerih medetičnega nasilja romske populacije nad pač ostalo populacijo, ne, ki je zdaj prišla že do županov, se pravi predstavnikov lokalne skupnosti, predstavnika države v tisti lokalni skupnosti, če hočete, naša policija pač nemočna. Ne. Lahko pa uvaja poslance, ki so v komisiji za nadzor nad varnostno-obveščevalnimi službami in so delali to, kar bi naj komisija za nadzor nad varnostno-obveščevalnimi službami počela. No, antijunakinja tega tedna je seveda tudi Marta Kos. Namreč ona je v reviji Mladina izjavila in se opredelila, da ne želi, da bi bil Janez Janša ponovno predsednik vlade. Ne, seveda, gospod Milan Zver, evropski poslanec, je takoj ocenil to kot neposredno vmešavanje v notranje politične razmere Slovenije, kar tudi je. To bi jaz Ona kot postavil komisarka. Temu obisku Maljevca, no, oziroma še malo hujše, ker tu gre pa za evropsko inštitucijo, ne, se pravi, članica Evropske komisije se opredeljuje do tega, koga si želi na oblasti v Sloveniji. Ne. In tu najmanj, kar je, bi morala odreagirati predsednica Evropske komisije, ne, komisija bi se mogla oglasiti in Slovenija bi morala uradno pretestirati, ne. Čeprav mogoče aktualni oblasti je bil všeč ta njen intervju, ne, v tej reviji Mladina, ker, a veste, jutri se bodo stvari obrnile, ne, in mi kot država si ne bi smeli privoščiti, da neki komisarji, ali so slovenski, ali niso slovenski, se pač opredeljujejo do tega, kdo lahko v Sloveniji ima oblast. Vemo pa, kako se v Sloveniji na oblast pride, ne, tako da zmagaš na volitvah. Ne. In zdaj ne vem, a ta stališče komisarke, ki je sicer komisarka za čisto druge stvari, ne, to imamo spet ta paradoks, ne. Zunanjo politiko države nam vodi pač minister za solidarno prihodnost, ne. Komisarka za širitev se pač opredeljuje glede tega, kdo v Sloveniji lahko zmaga na volitvah, pa kdo ne, ne. Skratka, ona se zdaj opredeljuje tudi do tega, pač, kaki bojo volilni rezultati in ali se bo upoštevali volilne rezultate ali se jih ne bo upoštevali. In kaj ona bi želela, kako ga to zanima, kaj bi si ona želela? Recimo, ne. Da to pač je nezrelo in bi moralo biti obsojeno za strani Evropske komisije. To, da ni bilo, vsaj zaenkrat, če ne, vidimo, da pač tudi Evropska komisija ima marsikaj, veliko masla za ušesi. No, marsikdo se je spomnil tudi v teh komentarjih, ne, na forumih, da je seveda Igor Omerza dokazal, da je bila ona in mogoče še vedno sodelavka Udbe, čeprav Udbe ni več, ampak tega kroga teh ljudi. In da pravzaprav... To je verjetno kvalificiralo za to, da smo jo predlagali za komisarko. Ja, ne, to so vsi rekli, da praktično kot sodelavka Udbe, da zdaj se pa res vidi, ne, da ni primerna za to funkcijo. Jaz mislim, da tudi če ne bila sodelavka Udbe, ne bi bila primerna za to funkcijo, ker če ti ne veš, da pač je nespodobno, ne, da ne rečem še kaj hujšega, da na tak način komentiraš razmere v državi, iz kjer prihajaš, moram reči, da je to prvi primer. Jaz se ne spomnim slovenskega komisarja ali pa kjerkoli druga komisarja, ki bi se na ta način izrekel glede rezultatov volitev v Sloveniji. No. Je pa šla k srbskemu predsedniku, ne? Tudi na en neprimeren trenutek, ko so ravno s temi topovi napadali. To je pa tudi fascinantno, ne, v bistvu je Evropska unija, ne, ker ona je vendarle komisarka komisije, ne dela v lastnem imenu, ne, če tudi mogoče so to njena osebna stališča, so zdaj formalna stališča. Evropska unija dala odpustek, imate prav, srbskemu predsedniku, ne, takrat, ko je nezadovoljstvo domačega ljudstva bilo na najvišji ravni, ne. Ampak verjetno je to povezano z koncesijami, ki jih je dal srbski predsednik, ne, pri kopanju pač tem zloglasnem rudniku litija, te korporacije mednarodne Rio Tinto, ne, in vidimo, da ne samo v Sloveniji, ne, pač vladavina prava in enakopravnost človekove pravice padejo v vodo, takrat, ko so poslovni interesi močnejši, tudi očitno na ravni Evropske komisije po podobnem principu. Ampak tu se lahko malce bojimo, mogoče je pa to mnenje tudi Evropske komisije, pa se bo Evropska komisija, tako kot v primeru Vere Jourove, spet umešavala v naše volitve. Ne bi bil presenečen, ker ko vidimo, kaj Evropska komisija počne nekaterim drugim članicam EU, ne, pri tem, ko one pač neka svoja suverena stališča v interesu lastne države, recimo primer sosednje Madžarske in tako naprej sprejemajo,
pol ne bi bil presenečen. Ja, mogoče je to predhodnica nečesa, za kar še ne vemo. Ne? No, poglejmo. Zanimivo je, oprostite, samo še to. Zanimivo je, da je ravno revijo Mladina izbrala komisarka, da je to svoje stališče zaupala. Ne? Če bi hotela, da pride do velike večine ljudi v Sloveniji, mogoče kak drug medij bil primernejši. No, zdaj v Državnem zboru pa je bila ustanovljena skupina prijateljstva s Palestino. Ampak tokrat brez soglasja opozicijskih poslancev. Ja, mislim, da je to nesmiselno. No. Palestina kot država ne obstaja, nima pogojev za to, da obstaja. Ne. In tudi skupina prijateljstva v parlamentu z državo, ki je nima nobenega smisla. Ja, ampak priznali so pa jo, teli, ne? Ja, se tudi imamo tretji steber, ki ga vidi minister Maljevac, edino on, ne, drug noben. To, da a veste, ti lahko priznaš nekaj, kar ne obstaja. Ne. Zdaj, to, da prijateljuješ z nečim, kar ne obstaja, ali pa z nekom, ki ne obstaja, pa mogoče so že kakšne hujše zdravstvene težave, ki pa bi jih morali primerni strokovnjaki nasloviti. Ja, ampak to, kar je dvignilo obrvi marsikomu, je to, da recimo so pri predsednici Državnega zbora Urški Klakočar Zupančič na kolegiju pravzaprav predlagali, in je potem bilo tudi to potrjeno, spremembo poslovnika, da se lahko ustanovi taka združba ali pa komisija oziroma skupina tudi brez opozicijskih poslancev. To je tudi zdaj prvič. Ja, zato ker so pač ti nasprotovali tem ustanovitvi. Ja. Seveda, oni so navajeni, da prikrajajo realnost svojim predstavam, potrebam pa željam. Predsednica Državnega zbora tu posebej prednjači, ona itak iz tega Državnega zbora po eni strani naredila skoraj že bordel, po drugi strani pa v bistvu ne glasovalni stroj vladajoče koalicije, ampak sredstvo, ki spreminja realnost v interesu vladajoče koalicije. Ne? In ta skupina prijateljstva s Palestino je pač primer tega. Jaz res upam srčno zaradi njihovega tudi dobrobita osebnega, da ne bojo tako neumni, da bojo tudi šli na kakšne obiske te pač države Palestine, ki jih ni, ne? Ker tam pa res utegnejo biti hujše posledice, kot pa so bile recimo pri tej udeležbi ministra Maljevca na shodu v Budimpešti. Tam bi morebitne globe bile še najmanjši problem, ki bi jih lahko zadeli. Ja, ampak evropski poslanci Nemec in Jovova so pa želeli oditi, ne? Tja, so že naredili tak izlet. Ja, to je to, ko se ti zdi, da pač je tvoja lastna popularnost pa tvoja lastna predstava o popularnosti bolj pomembna od v končni fazi tudi varnosti, mislim tvoje osebne varnosti pa fizične eksistence. Kam nas bo simpatiziranje s Palestino pripeljalo? Namreč na tej ravni Državnega zbora. Ja, to je drugo. Zdaj, simpatiziranje samo po sebi ni sporno. Jaz tudi simpatiziram, ne moreš ne simpatizirati z ljudmi, ko vidiš, kaj se tam pač dogaja. Drugo je pa pač politična realnost. Jaz nimam težav s tem, da mi opozarjamo na zločine, ki se tam dogajajo, če se dogajajo, da opozarjamo na neprimerno pač obnašanje, da opozarjamo v končni fazi tudi na to, da je edina vzdržna in primerna odločitev dolgoročna pač ureditev dveh držav. S tem nimam težav. Težave imam pa s tem, če pač mi, bi rekel, neke čustvene svoje poglede tu prodajamo kot državna stališča. Nerealno je pač priznati Palestino, ker Palestine ta hip ni. In s tem ne pridobijo nič Palestinci, nihče še najmanj pa mi v Sloveniji. In kam nas bo to pripeljalo? Ja, pripeljalo nas bo do tega, da bomo čedalje manj kredibilen partner za vse, bi rekel, pomembne svetovne centre moči, tako formalne kot neformalne. Ampak, veste, mogoče bomo pa takrat uvedli še kak dodaten obvezen prispevek, pa bo spet lažje. Ja, no, še en antijunak tega tedna pa je bil dr. Tomaž Čas. On je predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever in gospod Čas je pa dejal, da je izenačil prispevek majstra pa udeležencev osamosvojitvene vojne z narodno-osvobodilnim bojem, namreč dejal je, da praktično brez spomina na NOB tudi slovenska osamosvojitev nima vrednosti, je rekel, in da bi morali seveda na vsaki državni proslavi to
tudi upoštevati, pri čemer ni obsodil komunizma, povojnih pobojev, izvensodnih pobojev, praktično medvojne revolucije, varnostno-obveščevalne službe, ki je pač justificirala kar po lastni presoji in delala tu stalinistično revolucijo. In on zdaj enači osamosvojitev z vso to enobejevsko navlako, da tako rečem, ki sodi zraven, čeprav vsi vemo, da je nekdo, ki je v Titovi Jugoslaviji plediral, zagovarjal stališče samostojne Slovenije, končal najmanj na Golem otoku, če ne še kaj hujšega. Ja, jaz mislim, da se je najmanj, kar je narodno izrazil, ne. Jaz se strinjam pač s tem, da je pač Maistrov boj, pa potem tudi narodno-osvobodilni boj, brez tega, kar ste vi naštela, ne, da so to neke stopnice, ki so pač pripeljale do slovenske države, ne. Vse v končni fazi pač ureditev prejšnji skupni državi je formalno omogočala pač, se pravi, samo odločbo konstitutivnih narodov. Pol v praksi smo sicer videli, da to ni čisto funkcioniralo, ker smo imeli vojno, ne, pa smo mogli z orožjem si osvoboditi, si zagotoviti osamosvojitev, ampak to je bilo, ne. Jasno pa je, da pač to vrstne izjave po nepotrebnem spet razburjajo, spet delijo v Sloveniji, ne, in bi moral izbrati primernejše besede oziroma to boljš utemeljiti, ne. Se pravi, narodni osvobodilni boj brez komunistične revolucije, brez nasilnega prevzema oblasti in potem povojnih dogodkov, to ja, ne. Ne pa, da je pač slovenska osamosvojitev zdaj dediščina prejšnje skupne države pa skupnega sistema, ker to pa ni, ne. Ker nezadovoljstvo z prejšnjo skupno državo in s prejšnjim sistemom je pripeljalo do osamosvojitve, ne. Če tega nezadovoljstva ne bi bilo, pač mi ne bi iskali lastne poti v prihodnost. No, pa konec koncev tudi ti ljudje so potem pokopani z državnimi častmi, ne, dobivajo vsa možna odlikovanja, celo zdaj nazadnje je predsednica Pirc Musar odlikovala Združenje borcev NOB. Torej, mi enostavno ne moremo potegniti te ločnice, te distance med tem, kar je bilo prav in kar ni bilo prav. Ja, to je težava, ne. Se pravi, našim odpuščamo vse, njihovim nič, ne. In to je problem in zaradi tega nacija tudi kot taka ne more napredovati, se ne more osvoboditi teh problemov, ki so resni hudi, ampak so na srečo bili v preteklosti, ne. In mi, če bi hoteli biti zazrti v prihodnost, pa če bi hoteli delati skupno dobro, pač bi morali to razumeti, ne. Ampak vidimo, da tudi pri aktualnih stvareh vladajoča politika tega ne razume, ne. In s tem tudi na nek način sili aktualno opozicijo, da potem, ko pride na oblast, potem začne popravljati za nazaj te krivice, ne, in potem imamo ta začaran krog, a veste, to je kot tisti hrček v tistem kolesu, ne, ima občutek, da je zelo napreduje, ampak se v krogu vrti, ne. Ampak očitno politiki, posebej zdajšnji vladajoči, to ustreza, ne, ker drugega programa razen anti-Janša nimajo, ne, in pri anti-Janša je pa najboljš, če rečeš, da je to pol tudi antipartizanski, ne, in smo spet na začetku. Tako da v bistvu je res fascinantno, kako toliko časa lahko na tej neki mitologiji zadeve funkcionirajo. Ja, najbrž je v ozadju denar, pa kakšne borčevske pokojnine in privilegije in to, ne, absolutno, vse motivi ljudi so potem to vrstni, ne, se to je jasno, ampak mene bolj zanima, ker pač vseeno nas je verjetno več tistih, ki nismo, ki ne dobivamo borčevske pokojnine, kot tistih, ki je dobivajo, ne, ampak vidimo, da se predsednici republike zdi bolj pomembno, da nagovori in povzdiguje tiste, ki dobivajo borčevsko pokojnino, kot tiste, ki jo ne dobivajo. V letu 2025. Ja, tako se vprašamo, v katerem letu smo, ne. Dobro, neka posebna antizgodba tega tedna je bila pa seveda zgodba s Petrolom. Namreč očitno sta na bojni nogi vlada in Petrol. Vlada je omejila to, torej omejila zdaj plačevanje cene bencina na avtocesti, kar pomeni, da ni prosta ta cena, ampak je omejena in je to v prid turistom, namesto da bi mogoče zdaj zaslužili, ne. Petrol je potem seveda pač dejal, da bo nehal investirati, da bo zaprl črpalke, ki niso več, ki se jim ne splačajo. Kaj si lahko razberemo iz te zgodbe? Najprej, kar mogoče marsikdo ni niti opazil, ne, vmes, kar je po moje izvir vsega problema, je to, da Petrol ni več družba, ki bi bila večinsko v državni lasti, ne.
Petrol pač lastniško zdaj obvladujejo pač zasebni lastniki. Ne. Se pravi, znani, da ne rečem zelo glasni tajkun, Dari Južna s svojo družino. Ne. To je prva stvar, kjer mogoče širša javnost tega niti ne ve. Ne. In zdaj, ker je družba v zasebni lasti, pač motiv te družbe je ustvarjanje profita. Ne. In odločitev, ki je vlada sprejela, pač njim efektivno znižuje pač profit, ne. Profitno maržo. In pač odzvali so se tako, kot bi se pač odzvala vsaka družba v zasebni lasti na neko zunanji poseg, ki jim zmanjšuje profit. Ne. Država po drugi strani, tako kot ste rekli, ne, če je želela že omogočiti tudi nam Slovencem cenejše cene goriva na avtocestah, ne, pri čemer mi seveda imamo to možnost, da točimo gorivo pač drugje, ne, ker že do zdaj je bila regulirana cena, turisti bojo s tem največ profitirali, se strinjam, ampak če je že bil to njen iskreni namen, če se res ne verjamem, sicer bi lahko znižala trošarine, ne, za teh par centov. Se sama odrekla temu. Tako, in bi potem recimo to bil neka spodbuda, ne, naftnim trgovcem pri nas, da pač oni sami pol tudi povečajo, prodajo in tako naprej, bi več zaslužili. Skratka, na koncu bi bili vsi zadovoljni, ne. V proračun bi se nateklo približno isto denarja, cena goriva bi bila nižja tudi za prebivalce Slovenije in naftni trgovci se ne bi postavili na zadnje noge. Ne. Tako, kar so pa zdaj povzročili, da imamo zdaj tle neke besedne spopade nekih ministrov, ki spet niso sicer za to področje pristojni, ne, z nekim naftnim trgovcem, a bo on zapiral poslovalnice v nekih krajih ali jih ne bo, a bo tle ustavljal v investicijah, ne bo, a veste, mislim, to je nepredstavljivo, ne. Jaz ne vem, če imamo v Nemčiji recimo nek tak odnos, kancler Nemčije pa BMW, pa se bo zdaj BMW bo rekel, ne, bomo to naredili, bomo naredili, oni bojo prepovedovali, pač zadeve ne potekajo na tak način, ne. Ampak če Slovenija niti Petrola, kot v predstavi, saj večina ljudi pri nas še državne naftne družbe ne zmore obvladovati, ne, kako bi lahko obvladovala. Ampak kaj je tle v ozadju? Zakaj v osnovi gre? Gre res samo za to petelinjanje, kdo bo koga, kdo je bolj pomemben? Jaz mislim, da to je neka predvolilna poteza, ne. Pač jaz mislim, da se tudi sam pri sebi vidim, jaz sem v takem poslu, da sem dosti na cesti. In včasih res pač se ti recimo mudi ali pa karkoli, ne, in pa si misliš, Madonna, zdaj pa moram točiti gorivo dobro, se to je par evrov, na črpalki, ne, ampak okej, ni zdaj taka razlika v ceni, ne. Tako da, ampak, veste, zdaj vlada pač hoče ustreči spet, ne, neki skupini ali pa populizem, zdaj bojo pa ljudje nas volili, zato ker zdaj imamo verjetno najdražje cene naftnih energentov v Evropi, ne, zdaj jih bomo pa znižali, zato da ne bomo imeli najdražjih. Nihče se pa ne vpraša prvič, kako smo do teh najdražjih cen prišli. In drugič, zakaj je družba kot je Petrol, ne, pri toliko in toliko milijardnem prometu ima tako nizek odstotek dobička, ne. To se pa nihče ne vpraša, ne. Mi se pa pogovarjamo o tem, a morajo biti družbeno zavedni ali ne rabe biti družbeno zavedni. Same neumnosti. To bi se raje vprašali, ne. Se pravi, zakaj Petrol nima višje profitne stopnje, ne. Ampak glejte, a je ta vlada res usmerjena proti dobičku, proti podjetnikom? Ko ne gre za njih, ne. Zdaj, če pogledamo predsednika vlade, ne, ki je tudi energetski poslovnež, ne, tam mu zelo veliko pomeni dobiček, ne, ker takoj, ko si je za nazaj izračunal, da nova uredba, ne, o zaračunavanju omrežnine pač najbolj škodi njegovemu podjetju Star Solar, ne, je pač prišlo do spremembe te odločitve. Tam so za dobiček, ne, ko pa gre za to, da bi nekdo drug nekaj imel, ne, tam se jim pa zdi to škoda časa, denarja in bi radi to preprečili. To se pravi socializem, samo za elito, za rajo pa ne, za rajo so pa lepe besede, populistične. No, ampak zdaj poglejmo, to ste že omenili, tale koncert Thompsona, Marko Perković Thompson na Hrvaškem, ne. Tule je govoril o pripravah, tudi Janez Janša ga je pohvalil kot dobrega glasbenika in seveda vsi hvalijo njegovo domoljubje, ne, domoljubne pesmi. Povejte mi, ali premorejo Hrvati več domoljubja kot Slovenci? Jaz ne bi rekel, da ga premorejo več, mogoče so ga bili prisiljeni bolj kazati, zato ker je ta vojna, ne, na Hrvaškem del časa trajala in v bistvu še zdaj nekako se vlečejo te rane iz tistega obdobja še v današnji hrvaški družbi, ne. Mogoče so bolj, bi rekel,
imajo neko potrebo ali pa so bolj nagnjeni temu, da to domoljubje bolj kažejo. Ne. Zdaj, s tem delom, da je Marko Perković Thompson pač domoljubni pevec, jaz absolutno strinjam. Zdaj, v kvaliteti njegove glasbe jaz ne bi želel soditi, to so pač okusi so različni. Ne. Malo je nenavadno, ne, da prvak slovenske opozicije hvali tudi kvaliteto njegove glasbe. Ne vem, a hoče s tem upravičiti, da jo on posluša, ker, a veste, pač tudi nekvalitet, pa ne govorim, da je zdaj Janši všeč nekvalitetna glasba, ampak tudi nekvalitetna glasba nam je načeloma lahko všeč. Ne? In tudi recimo slovenska narodno zabavna glasba je razno razna. Ne? Imamo eno tako, kjer bi lahko težko govorili o kvaliteti, imamo pa tudi recimo ansambl Bratov Avsenik, ne? Kjer pa je to že pač visoko kvalitetna glasba, čeprav je narodno zabavna. Ne? Kar bi jaz rekel, generalno gledano, če pustiva zdaj Thompsona ob strani, bi pohvalil, no, da hrvaška politika se mi zdi bolj skrbi za hrvaške nacionalne interese, ne glede na to, kdo je na oblasti, in tudi ta njihov kurs se ne spreminja, glede na to, kdo je na oblasti. Ne? Tu imamo pa Slovenci res probleme, ne? Ker slovenska politika, jaz nimam občutka, da skrbi za naše nacionalne interese, predvsem me pa moti to, da za vsakokratno menjavo vlade se kurs, kam mi plujemo, praktično obrača za 180 stopinj. In kar se zgodi, pol, da se nam zvrti. In to je problem. In nam se skozi vrti. In ker se nam skozi vrti, se nam tudi zdi, da skozi padamo. In to je težava. Ne? Je pa seveda fascinantno, da nek glasbenik iz neke države, ki je koliko 2,5-krat večja od Slovenije, ne, je sposoben na koncertu zbrati 500 000 ljudi, v mestu, ki ima manj kot 2-krat več prebivalcev. Tu kaže na to, da pač Thompson ima neke kvalitete, ki presegajo to, kar bi rekel glasbeni okus ali pa zvrst glasbe, ki jo kdo posluša. Ne? Ja, ampak je tu tudi nek politični podton. Zdaj, če spomnim, ne vem, mislim, da je bilo 10 let nazaj, tam nekje je celo Igor Pirković, urednik na televiziji Slovenija, naredil intervju s Thompsonom, ga objavil in bil zamenjan. Ne? Pri nam v bistvu so kar alergični, dobijo ošpice te na levi, če rečeš Thompsona, ne? Dočinko Lepa Brena ali pa dobro, druge pevke. Ja, to je na nek način. Pač poslanstvo medija je, da ljudem predstavi stvari, ki se dogajajo. Ne? Pač Thompson je fenomen, ki je v naši bližini, ki pač je, in ga je treba predstaviti. Ne? Zdaj, vrednostne sodbe puščam tu ob strani. Zdaj, kaznovati novinarja, ker je opravljal svoj posel, ne? Oziroma v tem primeru urednika, pač kaže na to, kako si pri nas predstavljamo medijsko svobodo. Ne? Ni skrivnost, da je moje stališče, da je medijska svoboda v Sloveniji trenutno na nižji ravni, kot recimo v Srbiji. No, pa tudi sedanja ministrica za digitalno prihodnost je prepovedala, takrat je bila na upravni enoti v Mariboru, je prepovedala ta koncept. To je kvalificiralo verjetno za ministrico. Pa je bilo potem tudi to ovrženo na sodišču. Ne? Mi smo malce alergični proti domoljubju, se vam ne zdi? Ja, mislim, da v tem primeru sicer ne vem, če jih je motilo domoljubljo, mislim, da jih je motilo ta del, kjer se povezuje Thompsona pač z nekim propagiranjem ustaštva. Ne. Se moram reči, da ta vikend, ki bo zdaj ta velekoncert, mene skrbi sam z tega vidika. No, prvič je za varnost ljudi, pa logistično je to res velik zalogaj, ne. Po drugi strani pa se bojim, da bojo kakšni zunanji interesi to spet lahko zlorabila, ne? Ker pri polmilijonski množici bo gotovo prisotna tudi pač ta ustaška ikonografija, ne? In bi rekel, tujina bo to sigurno zlorabila za to, da bo pač Hrvaško spet tam, kjer ima interes, predstavlja kot neko nazadnjaško državo, nacionalistično, ne? Kjer se poveličuje pač neke sodelavce nacifašizma iz druge svetovne vojne. Ne? Jaz mislim, da v osnovi ne gre za to. No? In da tudi Thompson, če ga zdaj gledam kot glasbenika, da malo vseeno pazi na to, da pač ne bi izvenel, ne, kot nekaj takega, ker ne verjamem, da je na Hrvaškem 500 000 podpornikov ustaštva. No. To se mi zdi, mnogo pretirana številka. Ne. Med temi 500 000 je tudi veliko Slovencev, ki so kupili absolutno, vstopnice. Ja, seveda, zakaj ne? Pač, a veste, tudi v končni fazi jaz nisem poslušalec njegove glasbe, ne, nimam vstopnice, ne bom šel, ampak bi šel tudi kaj tazga pogledati. No. Ne bi pa tja šel z otroci, no, kar vidim, da se bo tudi očitno dogajalo, ker vendarle, se pravim, ne da to napovedujem ali da si tega želim, no. Se pa bojim, ker, a veste, pri veliki množici ljudi lahko hitro pride do nekega dogodka, poči neka petarda, se zgodi nek pač panika, stampedo, a ne, in lahko pride tudi do hujših. Tako da jaz bi rekel, da vsem, ki bojo tam, želim, da pač uživajo, pa da čim bolj, kakor lahko poskrbijo za svojo varnost. No, če bo to minil brez nekih resnih varnostnih incidentov, bom pa najbolj vesel.
No in seveda to priporočilo bi pa veljalo tudi za vse, ki se nahajajo v jugovzhodni Sloveniji. Namreč tole, kar vidimo zdaj, je gospod Andrej Brečko, potem, ko so ga že nekako obdelali v zdravstvenem domu, bolnišnici, kakorkoli, skratka, njega, on pravi, da so ga napadli Romi. No in zdaj poglejmo, kaj je povedal v zvezi s tem napadom. Dragi gledalci, jaz se nahajam pri Andreju Brečkotu, pri Šentjerneju. Andrej, ti si mu danes, se vidi, tudi poškodovan si mu ponoč eno bližnjo srečanje z Romi. Lahko poveš, kaj se je naredilo? Ja, v bistvu ta zadeva se ponavlja že kar nekaj cajta, ne. Pač življenje zraven romskega naselja je kar kaosno, ne. Pač kljub temu, da se ves čas trudim sobivati nekako z njimi, oni imajo pač svoje interese in jih se, bi rekel, požvižgajo na lokalno skupnost, ne. V glavnem, pač prejšnji teden je iz maščevanja eden mi razbil steklo na rastlinjaku, na avtomobilu razbil prednjo steklo, pa prerezal gume. Jaz sem pač rekel, da to je višek vsega, ne, kar tudi drugi, ne, pač sodelujem tudi, v bistvu sem del civilne iniciative regionalne, ljudske iniciative šentjernejska, tako da kar delujemo tudi na državnem nivoju. In to je bil res višek vsega, sem rekel, gledaj, to mora pa zajeti javno. In sem se v bistvu dosti izpostavil, medijsko dal se pač povedal in pokazal, kako je. In v bistvu točno po enem tednu je spet prišel po vsej verjetnosti isti, ne, osumljenec, pač ne morem nič govoriti, dokler to ni dokončno pač preiskava narejena. Prišel po noči tle okrog našega posestva, naš kuža je v laju in bil hud, ne. Vseeno se je nekako dovolil, da je skočil čez ograjo in razbil eno steklo na rastlinjaku in potem zbežal ven. V tistem sem slišal ta pač prej kuža, pa pol steklo. Sem pregletel ven in videl razsvetljeno vse tam, ker imamo te senzorje. In potem, ko sem pristopil k ograji, da bi pogledal, kaj se dogaja, je še v bistvu bil tam in me je pač iz kolom udaril po glavi in še en zraven tudi me hotel, ampak sem se nekako odmaknil, tako da sem dobil en udarc po glavi, ki je bil kar pač dober udarc in mi je tle prebil pač glavo, tako da sem v bistvu kar bil lepo krval. No, lejte, zdaj seveda ta gospod Andrej Brečko ni edini, ne. Romi so zdaj v tem zadnjem času pretepli župana, policistko, prej že tudi policiste, neka Rominja z metlo, potem kandidate za evropske poslance in tako. Ja, evropskega poslanca kandidata, socialni delavki dve, a ne, učitelje so v šoli pretepli. Ja, predstavnike države bi lahko rekli. Tako, oni tepejo državo. To državo, ki jih hrani, oni tepejo. Oni gredo s kolom na državo. Torej, kdaj bo konec tega? Ja, zdaj, če bi bila zelo cinična, ko bomo dali 5% BDP-ja za obrambo, ne, očitno s temi odstotki, ki jih zdaj dajemo, ne moremo zagotoviti osnovne varnosti ljudem na tem področju, ne. In veste, to je spet problem naše percepcije, ne. Mi smo zelo senzibilni, del vladajoče politike je zelo senzibilen na vsak najmanjši znak potencialni, da je možnost, da gre za neko medetično nasilje. Ampak to, kar zdaj tu vidimo, je ista stvar, samo z druge strani. Medetično nasilje. Kriminal in organizirano nasilje nad predstavniki države na lokalni ravni. Ne? In država, vsaka, ki pač normalna država, bi tu odreagirala, ker država mora skrbeti za to, da ljudje razumemo, da smo še kar država, da smo del te države. Ne? In seveda, ker tega ne počne, kaj lahko zdaj pričakujemo? Da bo zadeva eskalirala, da bo nasilje eskaliralo, da bojo ljudje začeli jemati pravice v svoje roke in tako naprej. Hkrati imamo pa ministra za notranje zadeve, ki nam sporoča, da smo mi raj na zemlji, da smo najbolj mirna država na svetu, da sploh ni nobenega problema, da smo vsi super in zavarovani, če nismo župan, policistka, socialna delavka, kandidat za evropskega poslanca, učitelj, ne, se pravi, ne vem, kdo še pol ostane, tisti smo mirni, vi pa pač nimate sreče. Ne. Tako da to se podcenjuje, no, in tudi ta možna eskalacija se podcenjuje, pač neverjetno je, da človek
je ogrožen v lastnem domu, ko brani svojo lastnino. Ker ta Brečkov nima funkcije, samo sosed je. Dobi s kolom po glavi, ni težko ugotoviti, kdo ga s kolom po glavi je. Se pravi, slovenska policija, ki je tako sofisticirana, da kazensko ovadi 4 poslance opozicijske stranke, ki je tako sofisticirana, da je ugotovila, da je prvak opozicije na neznanem kraju, v neznanem času, od neznane osebe v neznani višini prejel podkupnino, ne more ugotoviti, kdo je pač nekoga s kolom po glavi v znanem času, na znanem kraju, znanim kolom že tako rekoč in tako naprej. In znanim motivom. Ja, problem je še širši, ne gre zdaj samo za nekega Brečka. Konec koncev je ta jugovzhodna Slovenija zelo lepa. In jaz sem se zdaj zamislila, zakaj mi tam nimamo nekega turizma bolj razvitega, zakaj nimamo avtokampa? Predstavljate vi, da imamo tam en krasen avtokamp ob kakšni reki ob vodi, pa se to ne bi šlo. Ne, se ne gre, veste, pač jaz sem zelo za Evropo, za prost pretok ljudi, blaga, storitev, financ, tudi zelo podpiram pač šengensko območje, ampak imam pa eno osebno izkušnjo, zdaj par dni nazaj sem potoval iz Hrvaške v Slovenijo, na glavnih mejnih prehodih je bila gneča, in sem pač uporabil prehod za malo obmejni promet. Tam ni bilo nikogar, gospa Petrovčič, tudi rampa je očitno fizično odstranjena, samo en listek je gor visel, da je pač to šengensko območje in da je prost prehod. Če gremo recimo v sosednjo Italijo ali Avstrijo, vemo, da je pač mejna kontrola malo drugačna. Skratka, mi moramo razumeti, da pač enostavno, jaz sem za to, da se verjame, da so ljudje načeloma dobri pa to, ampak verjeti, da so vsi ljudje ves čas dobri, pa tudi ni preveč pametno. Skratka, mi moramo imeti mehanizme, da tam, ko kdo prekrši ta neka splošna človeška načela sobivanja ali pa zakone naše države, ko gre za organizirano večkratno nasilje nad predstavniki naše države ali pa te družbe, mi enostavno ne odreagiramo, zato ker gre tu za neko družbeno skupino, ki je pač marginalna in ima občutek politika, da je pač uboga in tako naprej. In sigurno bo Nika Kovač kaj rekla o tem. Ja. No, pa glejte, nekaterim se pa vendarle odpirajo oči. Zdaj, tale vikend so velenjski rudarji skakali čez kožo in vendarle so zdaj že malce kritizirali tudi to energetsko politiko, mogoče so se malce odprle oči. Poglejmo, kako so oni, kaj so povedali, pa bom potem še prebrala, ker je mogoče posnetek malce slabši. Geslo, mi kopljemo premog za našo šaleško toplarno, a resnici vsi vemo, da Poltroma do Ljubljana v pisarni. No, tale izjava je bila takale, mi kopljemo premog za našo šaleško toplarno, a v resnici vsi vemo, da gre polovica štroma v ljubljansko pisarno. Mogoče so se malce odprle oči, zdaj tudi kljub temu, da imajo tam tega velikega Tita še vedno, pa da je zdaj neka struja, seveda je bila nesreča, rudarska nesreča, mogoče bi lahko kakšen rudarski trg poimenovali, vendarle se jim mogoče odpirajo oči. Ja, mogoče so te frustracije zdaj pač, jaz mislim, da Slovenci smo delovni ljudje v osnovi, in da pač smo navajeni delati in smo navajeni, da pač seveda za svoje delo dobimo tudi pošteno plačilo. In to nam je po večini dovolj, so izjeme, ampak po večini nam je to dovolj. Mi zdaj živimo v državi, ki ljudi spodbuja, da naj ne delajo, ki spodbuja otroke ljudi, da nas staršev, da nas sprašujejo, zakaj si ti neumen, pa se trudiš, zakaj ne ležiš doma na kavču, prejemaš podporo, pač nisi prijavljen nikjer, delaš na črno, fušaš, ne izdajaš računov in tako naprej. In očitno je isto pač pri rudarjih. Se pravi, osnovni namen rudnika je res, da zagotavlja pač gorivo, surovino za pač delovanje toplarne, ampak nameni so pač čist drugi. Torej, nekega dne mogoče spoznajo tudi rudarji, da je konec nekega socializma, neke ere. Mogoče ne. Imamo izkušnje z zapiranjem rudnikov iz Zasave, kjer so nažalost tisti denar, ki so ga dobili, po večini vsi zapravili za nove avtomobile. Takrat je nastalo zelo veliko avtosalonov v Zasavi in zdaj živijo od pokojnin starih staršev. No, zdaj pa končajmo tako kot vedno tudi malce z Ljubljano, mestno občino Ljubljana. Torej, omenili smo že tole
precejšnje zapravljanje za reprezentanco. Ja. Ne. Torej, zdaj takole, tole je izjavil Zoran Janković, pa potem tudi poslanec, svetnik Feratović, namreč kot odgovor na to, zakaj je v 5 letih za reprezentanco porabila Mestna občina Ljubljana 2,6 milijona evrov. Zdaj to je 8-krat manj je porabil državni zbor. To se pravi 8-krat več kot državni zbor. Ne? In zdaj kam je šel ta denar? Poglejmo, kaj je rekel župan. Računi se pregledujejo, ne, imamo zadost kontrole, ne, tako da kaj me ostali me res ne zanima. Ne. Kaj imajo občani sami od tega, iskreno ne vem, gre se za neke vrste ekstravaganzo. Ja. No in seveda tole je pa Ena izmed slika gostiln, kjer se to dogaja, iz te restauracije. Ne? Zdaj zanima me tole in kot ste že omenili, seveda policija tudi ne dotakne vozil Jankovića, čeprav mogoče divjajo. Ne? Povejte mi, ali gre tu zdaj že za kult osebnosti? Tole visi v tisti eni od restauracij. Ne, absolutno gre za kult osebnosti. Jaz mislim, da tudi motiv je zagotovo, pač jaz sem prepričan, ne, da mestni protokol te dotične gostilne, pa je zdaj res nočem delati reklame s tem, da bi jo omenil, ne bi uporabljal, ker to ni take vrste gostilne, da bi jo pač mestni protokol nujno moral ali pa moral uporabljati, če ne bi tam visela pač neka slika župana, ne, in da pač ta slika ima svojo ceno, ne. Zdaj si lahko vsak to razlaga, kakor si želi, ne. Mi je pa fascinantno, recimo, da te podatki, ki so prišli v javnost, ne, da direktor Ljubljanskega festivala in predsednik uprave glavnega pokrovitelja, ne, sta pač, zdaj, če sta bila sama res na tem kosilu, mogoče je bil še kdo prisoten, pa pač ne vemo, ne, uradno sta bila sama. Alkohol, dobro, je ena zgodba, ne, ampak tudi hrana, a veste, gospa Petrovčič, pa nočem zdaj izveneti, da komu gledam v krožnik ali pa da presprašujem prehranjevalne navade, a ne, pač kdor je brez greha, ne, prvi vrže kamen. Meni se vidi, da jaz nisem tisti, ki bi lahko tu v nekem posebnem pač asketskem načinu življenja govoril, ampak vendarle 2 telečja, zrezka telečja, krača, meni po naročilu, beluši, pa ne vem, kaj vse je še bilo, ne, sta uspela človeka pojesti na kosilo, ki sta ga očitno imela, ker je pač bil Ljubljanski festival. Ne. Ja, pa še nekaj buteljk, ne? Pa še alkohol posebej, ja. In potem upravičilo, če temu lahko tako rečemo, direktorja festivala Brleka, enemu se en deci poznajo, drugim pač ne. Ja. Jaz mislim, da pač 2 buteljki, 4 viljamovke, kozarc penine, če sem si prav razumel, ne, se pač pozna kar vsem nam, ne. In to davč od enega decija. A veste, da imaš ti občutek, da ker si pač dolgoletni, skoraj že zgleda dosmrtni, ne, direktor Ljubljanskega festivala, to pomeni, da moraš se tam prenažirati, ne, in s hrano in z alkoholnimi pijačami in da je to kar normalno, ne vem, no. Tudi ne vem, če se Telemach odloča za glavno pokroviteljstvo Ljubljanskega festivala na podlagi tega, kaj pojesta, pa popijeta z direktorjem, ne verjamem, no. In tudi ta občutek, da če voziš župana, ne, da pa lahko kar divjaš po cestah, ta je tudi malce vrljiv. Ja, jaz mislim, da to ni nenavadno, ker dotični šofer pač gospoda Jankovića figurira kot neka njegova desna roka in ureja marsikaj drugega, tudi ne samo prevoze župana, ne. Tako da po ljubljanski mestni upravi se kar bojijo in ta šofer je več od šoferja, ne, ampak to je spet simptom te oblasti, ki jo imamo, ne, kje pa se je državna aktualna oblast učila politika, če ne pri ljubljanskem županu, ne. Tako kot imamo prvo spremljevalko v državi, ki ni sam spremljevalka, čeprav je uradno sam spremljevalka, imamo tudi šoferja župana, ki ni sam šofer. Ampak tule je malce Balkana v ozadju. Ne, precej, ne samo malce, ne, to je poskus balkanizacije Slovenije, se pravi uvesti neke zavržne prakse, ki jih dobršen del srbske populacije zavrača, odkoder pač primarno izhajajo, ne, te beograjske čaršije, v Slovenijo uvesti, ne, ampak imamo predsednika vlade, župana glavnega mesta, v končni fazi tudi predsednici obe državnega zbora pa republike nista imuni na te stvari. Zgleda, da to kar popularno pri Slovencih postaja. V tem delu se pa strinjam, da smo mi manj patriotski kot recimo sosedje Hrvati, ne.
ker nič slovenskega ni v tem, kar počnejo. In nam se še celo zdi to, bom rekla, fajn, a ne, sej on je pa Ja, frajer, ne, ali... popularno, ja. Ja. Ne, to res, da policija ne odreagira ob tej očitnem primeru objestne vožnje, ali pa saj to preišče, pa reče, da ni šlo za to, ne? Da ni šlo za vozilo župana, čeprav smo videli po registrskih oznakah, pa to se pravi, vsi podatki potrebni so. Ja. Zakaj policija skoči takoj, ko recimo društvo Reševalni pas objavi posnetek nekoga, ki je vozil pač po sredi reševalnega pasu, ne, pa zato nima pravice, ne skoči pa, ko eden vidnejših predstavnikov pač države, ne, na lokalni ravni župan glavnega mesta je pač posredno ali pa neposredno vključen v neki tasga. Saj on je praktično priznal, da je on takrat v tem vozilu bil, da se je vračal z neke poroke, z obale, ne. In nikome ništa, bi rekel, od tam, kjer to vse izvira. So what, ne. To se pravi, župan Ljubljane, še zadnji anti-junak tega tedna. Takole sva se sprehodila skozi glavne dogodke. Aljuš Pertinač, najlepša hvala za vaše komentarje. Prosim. Vas pa seveda vabim, spoštovane gledalke, gledalci, k branju domovine. Mogoče lahko tudi kaj naročite, kajti vse to bo napisano tudi v tej reviji, če smo mogoče preslišali kakšen stavek. Sicer pa vse, ki nas spremljate, hvala za pozornost. Nasvidenje.